želimo, da dejansko se ljudje zavedajo, da je higiena rok zelo, zelo pomembna in v bistvu najpomembnejša in pravzaprav tudi nekako apeliramo na bolnike, da če vidijo, da si mogoče zdravstveni delavec ne razkuži rok pred delom, ne predno se ga bo dotaknil, ne ga opozorijo. Se to ni nič slabega, ne, v končni fazi gre za njegovo zdravje. Za zdravstvene delavce pa pravzaprav želim, da res nekako vejo, da pravzaprav s tem minimalnim ukrepom, v bistvu kratkotrajnim, poceni ukrepom lahko dejansko svojega bolnika zavarujejo pred okužbo. Ključno je, da pravzaprav so zajete da je celotna roka zajeta, se pravi vse površine in da jih ne spustimo. Lahko en pritisk ali dva, odvisno od velikosti pumpice. Postopek mora trajati vsega skupaj vsaj 30 sekund. Zajeti je pač potrebno vse površine. Volumen je predpisan 3 ml ali malo več, odvisno od velikosti dlani. Roke morajo biti seveda pred tem primerno urejene, se pravi nohti dovolj kratki, potem tudi nakita ne sme biti gor in seveda pač izvajati postopek toliko časa, da se pravzaprav lahko razkužilo posuši. Prva napaka je to, da pravzaprav začnejo ljudje tole delati, druga napaka je, ko se jim mudi, da se mogoče takole naredijo. Rokavice niso nadomestilo za higieno rok. To dobro vemo, mi, ki se s tem ukvarjamo. Velja nekih 6 mitov o uporabi rokavic. Prvi mit je, da če nosite rokavice, se vam ni treba umivati. To absolutno ne drži, zaradi tega, ker v bistvu vse rokavice so propustne, imajo majhne pore in po določenem času, ko jih uporabljamo, začnejo lahko mikrobi prehajati na površino rokavic oziroma na površino naših rok. Drugi mit, da stalno nošenje rokavic preprečuje širjenje okužb, to absolutno ne drži, ker pravzaprav vemo, da osnova je razkuževanje oziroma umivanje rok, in vkolikor imamo skozi isti par rokavic na rokah in hodimo po prostoru, gremo od pacienta do pacienta, lahko dejansko mikrobe na površini rokavic prenašamo z enega človeka na drugega. Tretji mit, nošenje dvojnih rokavic zagotavlja boljšo zaščito pred okužbami. To nekako dejansko ni v praksi, se pravi rokavice, en par rokavic je za en poseg oziroma za en postopek, dvojne rokavice ne ščitijo bolje, v bistvu lahko še ovirajo delo, ker pravzaprav ne čutiš, v bistvu se lahko zadeve težje izvajajo. Četrti mit, rokavice so popolnoma neprepustne za viruse in bakterije, to smo že rekli pri mitu 1, to ne drži. V določenem času, običajno to v 20 do 30 minutah, nekako začnejo mikrobi prehajati in je potrebno po tem času rokavice obvezno zamenjati. Peti mit, ponovna uporaba rokavic po pranju ali razkuževanju je varna, tudi to ne drži. Alkohol, ki ga uporabljamo za razkuževanje rok, vemo, da če ga uporabljamo za razkuževanje rokavic, lahko dodatno poveča propustnost, se pravi se pore še povečajo in v bistvu še hitreje in lažje prehajajo mikrobi čez površino, tako da v bistvu to ni dovoljeno. In še zadnji mit, uporaba rokavic preprečuje potrebo po čiščenju in razkuževanju površine. Tudi to ne drži. Kot smo že rekli, če imaš ves čas rokavice na rokah, prehajaš iz enega prostora v drugega, od enega postopka do drugega, pravzaprav neseš mikrobe s sabo in pravzaprav na površinah ostajajo mikrobi, tako da absolutno je potrebno čistiti površine za tem, ko jih pač uporabimo oziroma ko se jih dotaknemo. In respiratorne okužbe in črevesne okužbe pravzaprav se prenašajo največkrat zaradi umazanih rok. Samo osnovna higiena rok lahko v bistvu nekako varuje otroke oziroma varuje njihova življenja. 5 trenutkov za higieno rok vključuje pač razkuževanje pred stikom z bolnikom, se pravi, predno se bolnika dotaknemo. Potem je drugi moment v bistvu pred čistim aseptičnim posegom, to je predno si damo rokavice gor, morajo biti naše roke absolutno čiste. Potem tretji moment je poboljšan stik s telesnimi tekočinami, se pravi, ko mi delamo s pacientom, tudi če imamo rokavice gor in se ga dotikamo, imamo stik z izločki, po odstranitvi rokavic je potrebno definitivno roke tudi razkužiti. Četrti trenutek je po stiku z bolnikom, se pravi, ko gremo od bolnika stran, spredno karkoli drugega začnemo početi, moramo imeti roke čiste. In peti trenutek, ki ga pa mogoče majčkeno pozabljamo oziroma malo opuščamo, to je pa po stiku z bolnikovo okolico. To pa v praksi pomeni, tudi če s pacientom ne delaš, ko se dotakneš njegove postelje, njegove bližnje okolice, ki je lahko kontaminirana njegovo floro, dejansko, ko odstopiš od tega kraja, morajo biti roke čiste, kar pomeni, da se jih je treba razkužiti.